Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nocoj boste odprli posebno razstavo študenta Jakoba Remerja, ki uživa v svojem fotografiranju. Ja, tukaj moram povedati, da mi smo z njim že sodelovali, kajti za občino Radovljica je naredil pravzaprav koledar za leto 2025. No, na osnovi predloga njegovega, da bi naredil razstavo teh prelepih, prečudovitih slik, fotografij, smo našli ta termin, kajti galerija Avla je res skozi celo leto zasedena. In ja, veseli smo, tudi ogledali smo si te razstavljene fotografije, tako da iz mojega vidika so vrhunske, čudovita pokrajina in se veselimo takega sodelovanja tudi vnaprej. Dragi Jakob, spoštovani vsi zbrani, dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim v imenu občine Radovljica in svojem imenu. Par besed bom povedal, kako je prišlo do te razstave. V letošnjem letu ima občina Radovljica tudi koledar, prečudovit koledar fotografij, ki jih je Jakob naredil. Tako da smo se odločili za to ponudbo, ki je pač v preteklem letu dal. In iz tega je tudi nastala ta pobuda njegova, da bi v tej naši galeriji Avla enkrat naredil razstavo, lahko rečem prečudovitih fotografij, ker take utrinke ne moreš dobiti vsak dan in kar tako ob navadnem vremenu, ker so podprte res tako svetlobo, tako tudi s prečudovito naravo, tako da iskrene čestitke. Sem prepričan, da bo njegova pot šla, bom rekel, samo še navzgor, kajti, kot ste slišali, študira naprej ena od zvrsti te umetnosti, in sigurno bomo za njega še slišali, tako da jaz iskrene čestitke. Vsakemu, ki pa tam, bom rekel, ki pa razstavlja pri nas, pa namenim en droben spominček. In tokrat sem se pa odločil za srebrnik Slavka Avsenika, tako da bo spomin na tole razstavo. Čestitke. Večina je bilo že povedan, ampak jaz se vam zahvaljujem vsem, ki ste se danes vzeli čas za tole otvoritev. Zahvaljujem se vsem za podporo, pa želim vam predvsem lep ogled moje razstave, pa upam, da boste uživali. Kaj ti pomeni otvoritev prve fotografske razstave tukaj v galeriji občine Radovljica? Ja, jaz sem zelo počaščen, da sem lahko tukaj, da imam prvo mojo samostojno fotografsko razstavo tukaj v Radovljici na občini. Naslov te razstave je Brezčasna narava. To predvsem ponazarja to, da ko ti narediš neko fotografijo in jo tudi pol natisneš, je v bistvu to večna fotografija, večen spomin, ki bo tudi večno živela. In kaj je rdeča nit te razstave? Ja, kot sem rekel, je naslov Brezčasna narava. Rdeča nit te razstave je pa v bistvu, da fotografija dobi neko življenje s tem, da jo ti zamrzneš in v bistvu narava obstaja za večno. In koliko časa že fotografiraš in kdo te je pravzaprav navdušil? Fotografiram že od leta 2016. Navdušil zato, kaj pa vem,
Mami mi je prinesla fotoaparat enkrat iz Amerike, se pravi glih takrat enkrat, 2016 ali pa še malo prej. In pol se me je v bistvu to kar prijel, ker me je fotografija zanimala že od zmeraj in sem potem v bistvu si kmalu kupil tudi svoj prvi digitalni fotoaparat in sem pol v bistvu se iz tega hobija prevesil že v neke profesionalne vode. Kdaj najraje fotografiraš? Je to zjutraj, zvečer, popoldne? Kaj te navdihuje, da pač nekaj poslikaš? Ja, jaz fotografiram najraje naravo, to imam zase. Res, da sem tam, da se umirim, da tako. Ampak drugače pa fotografiram tudi vse od portretov do raznih dogodkov, do takih produktne fotografije, tako naprej. Sicer pa si študent, študiraš v Ljubljani na multimediji, te je to navdušilo? Tako, študiram na Inštitutu za multimedijo v Ljubljani, IAM, zdaj zaključujem že v drugem letu ta študij, sem pa na videosmeri, zdaj sem bolj na videosmeri usmerjen, zato ker me tudi to malo privlači, pa tudi probavam pol kaj v tej smeri tudi delati, no, da imam čim bolj širok spekter. Že razmišljaš o naslednji razstavi, ki jo boš postavil oziroma pripravil, kje, kdaj? To še ne, no, zdajle, da tole speljamo, pol bomo pa sigurno naredili še kakšne razstave naprej. Iskrene čestitke ob tej prvi fotografski razstavi in še veliko razstav ti želim. Hvala.